Živijo tu, po ime šahovski kmet in danes bom pokazal še eno šahovsko končnico, ki se je reče kralj in kmet proti kralju. In ta končnica je nekoliko bolj zakomplicirana od ostalih osnovnih šahovskih končnic, ker dejansko moraš razumeti, kaj pomeni opozicija. In opozicija, kot jo vidite sedaj na šahovnici, je pozicija, v kateri sta si kralja en nasproti drugemu in med njima je neparno število pol. Tako da, če bi bil kralj, recimo črni kralj recimo tukaj na polju C7, bi bila tudi opozicija, ker je med njima neparno število pol. Opozicija je lahko tudi bočna, čeprav bočna opozicija v tej končnici je načeloma slaba. In v tej končnici je tudi pomembno, kdo prvi pride v opozicijo. Če tukaj v tej poziciji prvi pride v opozicijo črn, tako da recimo, da je tukaj črni na potezi, je tukaj remi. In remi bi bil zato, ker sta si kralj in kmet en zraven drugega. In črni bi nadziral te dve poli pred kmetom oziroma TV3. Tako da tam bi bil pač remi. In remi bi bil tudi, če bi beli poskusil narediti to bočno opozicijo, ker potem bi lahko črni kralj šel vsem naprej in bi bil beli prisiljen iti nazaj in bi dejansko spet črni prišel v opozicijo. Tako da edina smiselna poteza tukaj je recimo kralj C3 in potem se kralj nekam umakne ali v levo ali desno, ni važno, v glavnem ti greš potem tako naprej na polje B4 ali pa na polje D4, odvisno kam se pač premakne. In potem recimo, da gre nasprotniku kralj sem v opozicijo. Sedaj tukaj se moraš paziti, katero potezo boš odigral. Če igraš potezo C3, je to dobro, tukaj beli zmaga. Če pa igraš C4, je spet slabo, ker sta si kralj in kmet en zraven drugega in potem bi dejansko kralj enostavno šel vsem in bi nadziral TV2 poli in bi bil tukaj remi. Potem recimo, da bi beli recimo kaj takega igral, on bi šel naprej in po parih potezah, sedaj tukaj še ni važno, če pride beli kralj v opozicijo, važno pa je šele sedaj. Sedaj, če ti igraš potezo kralj na B8, no tukaj v bistvu izgubiš. Ker če ti igraš sem na stran, gre lahko beli v opozicijo in zmaga. Tukaj je edina poteza za črnega kralj na D7 in potem gre beli noter in promovira. Tako da tisto je slabo. Tako da ti dejansko moraš ostati tukaj pred kmetom. Recimo sedaj gre lahko recimo kralj sem in greš ti v opozicijo. On gre sem, ti greš nazaj in on gre naprej in ti greš spet v opozicijo. Tako da tukaj pride enkrat kmet na to šesto linijo, je zelo pomembna opozicija, ker tukaj se ti premakneš, ampak tukaj je sedaj beli na potezi in on lahko samo gre na polje C6 ali pa se umakne kam drugam. Če gre na polje C6, se enostavno nima črni kam premakniti in je remi. Če pa gre kamorkoli drugam, dejansko ti prideš kmeta in je remi, zato ker nimaš zadosti figur na šahovnici. Tako da tako remiziraš. Če se pa vrnemo spet na tisto začetno pozicijo, samo da vam pokažem, kako se dobi igro. Tako da, kot sem rekel, edina poteza kralj C3 in potem recimo kralj D5, kralj B4, črni gre v opozicijo in ti namesto, da bi igral C4, odigraš potezo C3. In po tej potezi recimo črni odigra kaj takega, ti greš v opozicijo, on recimo gre nazaj, ti greš spet v opozicijo, on gre v stran. In tukaj v bistvu moraš paziti spet, da ne igraš te poteze, kot je recimo C4. Ker če ti igraš potezo C4, gre on v opozicijo in sedaj boš imel probleme, ker te ne spusti naprej. In če ti igraš kmeta na C5, pa
No, je spet remi, kot sem omenil pred. Torej, tisto bi bilo slabo za belega, zato je tukaj bolje, če spet igraš kako potezo, kot je ta, in potem, če on igra sem in poskusi dobiti tega kmeta, ti enostavno igraš kmeta na C4, zaščitiš to polje na D5, no, v tem primeru na D5, in potem je on prisiljen iti spet nazaj in ti enostavno porivaš kmeta naprej. In sedaj, kljub temu, da gre on v opozicijo, če gre on tukaj v opozicijo, greš lahko ti enostavno sem naprej in boš nadziral to polje in enostavno samo promoviral tega kmeta. Če pa gre on sem, greš ti v to opozicijo in ga dejansko izrineš proč iz tega polja C8 in potem greš ti na recimo polje D7 ali pa na polje D7 oziroma greš v nasprotno smer in boš ti na koncu nadziral to polje in spet promoviral kmeta. In to je bila ta končnica, potem ta končnica pa ima tudi eno posebnost. Sedaj smo si ogledali, kaj se zgodi, če bi imeli kmeta na katerikoli od teh linij. Če pa bi imeli kmeta na katerikoli od teh dveh bočnih linijah, bi pa imeli nekoliko drugačno situacijo, kot vam jo bom sedaj pokazal. Dobro, sedaj sem vam postavil to pozicijo, v katerem imamo primer robnega kmeta in sedaj recimo, da je beli na potezi in poje tega kmeta. No, sedaj lahko pride črni kralj na polje C8 in dobro, dobi opozicijo, sicer bočno, ampak tukaj opozicija sicer ni zelo važna. Tukaj najbolj važno je v bistvu to, da je črni prišel na polje C8. In to je pomembno, zato ker ne glede na to, kam črni kralj gre, je v bistvu remi. Če gre sem, je remi recimo na nek tak način. In tukaj se nima beli kralj kam premakniti in je v bistvu remi. In tudi kmet se itak nima kam premakniti. Tako da to bi bil remi na tak način. Če pa bi črni kralj šel sem, oziroma beli kralj šel tja, bi sem šel črni kralj in spet opozicija in tukaj bo prišel črni kralj v ta rob in ne glede na to, kaj bo beli naredil, no, bo bil remi. In tukaj je že v bistvu remi, ker se črni kralj nima kam premakniti. Če pa gremo malo še nazaj in pridemo še enkrat na to pozicijo, ampak če bi bil tukaj sedaj črni kralj eno polje bolj proti desni, na polju E8 v tem primeru, bi pa bil remi. No, kljub temu, da bi tukaj pač pojedel tega kmeta, bi bil črni šele na polju D8 in ne na polju C8 in bi potem lahko prišel beli kralj na polje B7 in bi enostavno promoviral kmeta in na ta način zmagal. Torej, to je vse za danes, upam, da vam je bil video všeč, upam, da ste se kaj naučili in če vam je bil video všeč, dajte všečka, dajte se naročiti in adijo in se vidimo naslednjič.